Dr. Blaž Koritnik, kot raziskovalec in klinik ste sodelovali v okviru projekta Mednarodnega konzorcija raziskave obolenja ALS, amiotrofične lateralne skleroze. Zakaj in seveda tudi kako ste se vključili v to mednarodno študijo? Kaj v bistvu pomeni taka vpetost v klinično delo in v okviru teh raziskav, recimo, širše? Pri boleznih, kot je amiotrofična lateralna skleroza, ki so po eni strani relativno redke, po drugi strani pa tudi zelo resne, hude in zaenkrat neozdravljive, je zelo pomembno to sodelovanje med znanstveniki ali pa sodelovanje med znanstveniki in kliniki, med posameznimi, med različnimi skupinami raziskovalnimi, in takšno sodelovanje se seveda vzpostavlja tudi preko meja držav. Že kar nekaj let so na tem področju raziskovalci na celem po svetu zelo aktivni pri povezovanju. Na svetovnem nivoju se vsako leto dogajajo kongresi tej bolezni, ki jih tipično tudi organizira ena bolniška organizacija, kar pomeni, da gre celo za to povezovanje izven meja znanstvenikov in recimo strokovnjakov, da se je spletlo neko sodelovanje med skupinami bolnikov, med organizacijami, ki zastopajo bolnike, in med strokovnjaki. Na evropskem nivoju je takšna organizacija nekoliko mlajša. V zadnjih letih se je vzpostavila s svojim imenom ENCALS, gre pa za Evropsko mrežo za iskanje zdravila za ALS in vključuje strokovnjake in znanstvenike in zdravnike iz različnih centrov po Evropi. In en od namenov te mreže je tudi vzpostavljanje takšnih raziskovalnih povezav, vodenje različnih takšnih projektov, ki vsebujejo prvič veliko različnih strokovnjakov in drugič, ki se tudi lotevajo raziskav na širšem nivoju, kar se tiče recimo števila vključenih bolnikov, števila raziskovanih vzorcev in podobno. Ena takšna raziskava, ki je tudi osnova za to študijo, ki je bila objavljena letos poleti, je projekt, ki se imenuje Project Mine po angleško. Projekt, ki je genetski projekt, ki si je zadal za cilj raziskati genetske vidike oziroma recimo neke genetske vzroke za nastanek te bolezni, in to skuša narediti na raziskovanju zelo velikega števila genetskih vzorcev. In pri tako velikem številu je seveda pomembno to sodelovanje, in tukaj smo se tudi v Sloveniji aktivno vključili v ta projekt in prispevali svoje znanje, in bolniki so prispevali vzorce svoje krvi. No, še nekaj, se mi zdi, da vsaka raziskava v medicini zahteva na nek način neko združevanje in povezovanje različnih raziskovalcev. No in tudi v omenjeni študiji je šlo za mednarodno povezovanje tako klinikov, genetikov, molekularnih biologov in največ še koga. A v zadnjih desetletjih nakazuje tak pristop zelo zapletene oziroma ozko usmerjene, sofisticirane načine raziskovanja zapletenih mehanizmov, spoznavanja bolezni, kakšna je recimo tudi ALS. Tudi v drugih vejah znanosti vidimo, da samohodcev tako rekoč ni več, da so vedno neka interdisciplinarna. Ja. Tako komplicirane so postali ta posamezna specializirana področja, od genetike do nevrologije kot klinične vede, do raziskovanja delovanja možganov, živčnih celic, da je danes praktično nemogoče, da bi en posameznik ali pa tudi ena manjša skupina zmogla ves ta obseg, imela vsa ta znanja in sposobnosti, da bi vseh vidikov lahko osvetlila določen znanstveni problem, in zato je postalo ključno, da lahko po eni strani strokovnjaki pokrivajo vsak svoje področje, po drugi strani pa potem to na nek način sintetizirajo na nekem višjem nivoju, da iz tega potem pridejo prvič določene usmeritve, v katero smer delati nove raziskave. Naprimer, kliniki vemo, kakšne težave imajo bolniki, kako se kaže njihova bolezen, kje so največje težave pri tej bolezni, in potem na ta način znamo mogoče nekoliko sugerirati, kaj so tiste glavne
točke, ki se jih splača naprej raziskati in nekako preseči te težave. Po drugi strani pa seveda kliniki nimamo tistih znanj, da bi na molekularnem celičnem nivoju raziskovali te mehanizme in se potem tukaj tvorijo ta povezovanja, ki pogosto so tudi zelo osebna. Tudi pri nas, naša skupina, vsi sodelavci znotraj naše skupine, med nami so na nek način spletani tudi tako čez prijateljske in osebne vezi in tudi začetki sodelovanja pogosto nastanejo tudi na tak način. Nam lahko nekoliko nadrobneje predstavite to obolenje ALS, kar, kot ste omenili, je kar sicer dobro poznano, vendar izjemno huda bolezen, pa vendar je nekako kljub temu provokativna, bolj v javnosti, kot pa pri vas zdravnikih. Tudi glede tega, kot ste omenili, se je v ta konzorcij raziskovalnih združilo kar 15 držav, mislim. Ja. Bolezen je res verjetno ena prav najtežjih bolezni, ki jih človeštvo pozna, zaradi prvič zelo hitrega poteka, ki iz čistega zdravja lahko pripelje v 2 letih do tega, da človek zaradi takšne bolezni lahko umre. Po drugi strani pa bolezen človeka oropa nekaterih funkcij, ki so za nas zdrave, samoumevne, kot je recimo hoja, premikanje, govor, požiranje, dihanje. Pri tej bolezni so vse te funkcije lahko prizadete, kar pomeni, da tak človek postane izredno prizadet, izredno onemogočeno mu je normalno funkcioniranje, ne more na primer komunicirati s svetom, ne more sporočiti svetu svojih misli, ob tem, da včasih se je mislilo, da pri vseh bolnikih ostaja ta miselni svet oziroma miselna funkcija normalna, da danes ima da vseeno en precej velik delež bolnikov ima težave tudi na tem področju, ampak kljub temu ta notranji svet ostaja kolikor toliko normalen, izgublja se pa ta zmožnost delovanja navzven, se pravi komunikacije z zunanjim svetom. In to je verjetno tista glavna značilnost te bolezni, ki jo dela tako težko. Po drugi strani pa to seveda združeno s tem, da učinkovitega zdravljenja danes ne poznamo in da tista zdravila, tisti načini, ki so na voljo le tako, da blažimo težave in da skušamo podpirati bolnike na tej njihovi poti, ne pa doseči tega, kar bi si seveda vsak bolnik, vsak svojc in vsak zdravnik želel, da takšno bolezen postavimo, pozdravimo. Kolikšen pa je bil delež Slovenije recimo v okviru te mednarodne študije o ALS? V Sloveniji smo se vključili tako kliniki kot bazični raziskovalci. Vse skupaj je temeljilo na teh naših začetnih korakih, ki smo jih naredili v zadnjih nekaj letih na področju genetike bolezni ALS v Sloveniji, kjer smo raziskovali prisotnost najpogostejših že znanih genov, ki povzročajo to bolezen pri slovenskih bolnikih. In potem se je vključilo tudi skoraj 100 bolnikov, s tem, da so bili pripravljeni prispevati kri, na podlagi katere smo potem lahko te analize naredili. In pri tej študiji je bil potem to tudi naš prispevek pri tem celotnem bazenu vseh evropskih bolnikov. Tisto, kar je pomembno, se mi zdi, da je Slovenija le geografsko, nacionalno se nekoliko razlikuje od teh drugih držav, predvsem zahodnoevropskih, ki so glavne članice tega konzorcija in smo na ta način morda prispevali tudi neko to raznolikost pri bolezni, ki je mogoče v nekih populacijah drugačna kot recimo zgolj v zahodni in severni Evropi. No, raziskava je ugotovila, da gre za mutacijo določenega gena oziroma skupine genov in da igra pomembno vlogo pri sprožanju bolezni. A ste vi kot klinik, kot zdravnik, kot nevrolog ugotavljali, če obstajajo kakšne indikacije, ki sprožijo bolezni? No, to vprašanje se že desetletja vleče pri raziskovanju mehanizmov te bolezni. Išče se neke zunanje vzroke, ki bi znali sprožiti to bolezen. Zaenkrat raziskave kažejo v to smer, da obstajajo določeni dejavniki, ki nekoliko povečajo tveganje, da ta bolezen nastane.
ampak da nekega jasnega sprožilnega vzroka, ki bi ga lahko identificirali, recimo na ta način, da bi se ljudje lahko izognili temu, da ta bolezen nastane, ne poznamo. To pomeni, da pri nekaterih študijah se ugotavlja recimo pretirano pa zelo izrazito fizično aktivnost, naprimer tisti, ki upravljajo neke službe, kjer je velika fizična aktivnost, da je pri tistih nekoliko večja verjetnost, da se bolezen razvije. V zvezi s kajenjem so ugotavljali, da poveča verjetnost. Če obstaja velika korelacija med recimo temi? Niso te korelacije tako velike, tako da to tveganje, to povečano tveganje ni takšno, da bi lahko mi na podlagi tega naredili neke jasne, nasvete, kako se izogniti takšni bolezni. To tveganje za večino bolezni, ki spadajo v skupino nevrodegenerativnih bolezni, ni tako. Tako da tudi recimo tista bolezen, ki je epidemija današnjega časa nevrodegenerativnih bolezni, demenca, Alzheimerjeva demenca, tudi tam ta tveganja sicer raziskujejo in poznajo določene dejavnike, ampak noben od teh dejavnikov ni tako izrazit, da bi lahko na ta način zares recimo prav preprečili, da bolezen nastane. Res je pa, da potem ta kombinacija genetskih dejavnikov in dejavnikov okolja na tak ali drugačen način se pripelje do tega, da se ta bolezen izrazi. Delali so raziskave, kjer skušajo razložiti ta nastanek bolezni kot večstopenjski, da mora iti na več stopnjah nekaj narobe, kot neka kaskada procesov, da se potem v končni fazi takšna bolezen izrazi. Podobno kot recimo pri nastanku raka, ko ni dovolj, da se samo ena celica spremeni, ampak so najprej neki začetni mehanizmi, ki potem pripeljajo po določenih stopnjah do tega, da se takšna bolezen razplantira. Zanima me, ste recimo v okviru študije obstaja, da so ugotavljali raziskovalci kakšne razlike, recimo glede na zelo velik vzorc raziskave med narodi, recimo med ženskimi, moškimi, med socialnimi stratami in tako naprej. Ta študija ni zaenkrat opazovala oziroma sploh raziskovala teh razlik. Ta študija je nek uvod v to, kar ta projekt MIND skuša doseči. In je to mogoče ena prva začetna stopnja, lahko rečemo tudi neka preliminarna analiza teh podatkov. Ko bo podatkov zbranih toliko, koliko so si v študiji vodji projekta zastavili, ko bomo pregledali kompleten genom na tisoče in tisoče bolnikov in zdravih ljudi, takrat bo teh podatkov toliko, da se bo res dal tudi nekaj recimo bolj usmerjene primerjave narediti, tudi konec primerjave med narodi. Vemo pa že dolgo, da pri teh pogostejših genih, ki povzročajo bolezen ALS, tam nekje do 10% bolezni naj bi bilo tako v družinah, se pravi dednih. Tam obstajajo neke specifične mutacije, ki so recimo značilne za Severno Evropo, nekatere so pogostejše recimo v Italiji, nekatere tudi so bile opisane v balkanskem delu Evrope. Tako da vsekakor obstajajo razlike med populacijami in tudi, če gledamo na svetovnem nivoju, se zdi, da obstaja razlike v tem, kako je bolezen pogosta v različnih delih. Znotraj Evrope so pa te številke podobne. Bolezen doleti vsako leto recimo nekaj od 100,000 ljudi. Za Slovenijo to pomeni, da je recimo tam okoli 50 ljudi letno zboli s to boleznijo. Je to, mislim, da skrbljujoča številka recimo v okviru obolenj kot takih? Ja, po eni strani se ne zdi velika številka, po drugi strani pa, če s tem združimo to, kako je ta bolezen težka in kakšno breme je to, seveda predvsem za bolnika, ampak tudi za ožjo in širšo njegovo skupnost, potem postane to breme takšne bolezni seveda zelo težko. Seveda v primerjavi z nekaterimi bistveno pogostejšimi boleznimi se to res ne zdi velika številka, ampak recimo mi, ki se ukvarjamo v Sloveniji specializirano s to boleznijo, se praktično vsak dan srečujemo z ljudmi, ki to bolezen imajo. Res pa je, da takšne vseeno redke bolezni, zaradi tega, ker niso tako pogoste, nekoliko manj
denarja uspejo zbrati za to, da lahko potekajo raziskave. In to je zelo zanimiva zgodba pri bolezni ALS, kako se je potem z leti zgodilo, da so se neke čisto nove oblike zbiranja denarja, sredstev, idej za raziskovalne projekte zgodile. Omenili ste dednost pri obolenju ALS-a. Mislim, da ste rekli, da cirka 10% naj bi bilo vpliva dednosti. Pa me zanima, a delate pri nas tudi kakšne genske teste, recimo, da ugotavljate eventualno, Pri nas so na voljo genetski testi, ki preiščejo mutacije v teh nekaterih najpogostejših genih. 4 geni taki so, ki so recimo pogostejši od vseh tistih ostalih, ki jih je pa sicer več 10. In ta možnost v Sloveniji je na voljo, jo pa v glavnem uporabljamo v raziskovalne namene, z namenom ugotavljanja, kateri geni, katere mutacije so pri nas pogostejše, da dobimo neko sliko, kako izgleda recimo bolezen v naših krajih. Ne pa toliko na nivoju diagnostike za posameznega bolnika iz enega samega razloga, in to je, da dokler nimamo nekega učinkovitega zdravljenja, je to vedenje, da imaš mutiran gen za to bolezen, da torej gre zelo jasno za to bolezen, lahko zelo neprijetna in zoprna novica, ki ne prinese ničesar dobrega. Tudi zato, ker seveda potem to prinese sabo razmišljanje o tem, kaj bo z potomci, a so lahko tudi pri njih ta okvara ali ne. Postalo bo pa to zelo, zelo pomembno tisti hip, ko bomo imeli recimo nekaj učinkovito zdravljenja. Zdi se, da zdravljenja, ki jih lahko pričakujemo, da bodo postala dostopna slej kot prej, čeprav ne vemo kdaj, bodo usmerjena v posamezne podoblike te bolezni. Tako da ne bo vseeno, katero vrsto, recimo kater gen je okvarjen, katera mutacija je, da se bo določena vrsta zdravljenja lahko uporabljala. No, ker ste omenili recimo eventualno zdravljenje, se v zadnjem desetletju ali mogoče nekaj več veliko obeta zdravljenje z matičnimi celicami. Je možnost, recimo, kaj vi kot zdravnik mislite o tem in seveda kot raziskovalec, kot nevrolog, zdravljenje z matičnimi celicami in če eventualno bi prišlo tudi poštev, recimo, pri teh nevrovegetativnih boleznih? Študije zdravljenja z matičnimi celicami pri bolezni ALS že potekajo pri ljudeh, predvsem v Ameriki in v Izraelu. Raziskujejo, kako ustavljanje takšnih celic direktno v možgane ali pa v hrbtenjačo vpliva na potek bolezni. Zaenkrat jasnih rezultatov glede učinkovitosti še ni, ker študije še potekajo, so pa uspeli pokazati zaenkrat to, da je takšna oblika zdravljenja varna, se pravi, da se zdi, da ne povzroča škode, ker pri takšnih novih zdravljenjih, ki uporabljajo za nove principe, vedno obstaja tudi ta možnost, da bo neko zdravljenje lahko povzročilo škodo namesto koristi in se treba najprej prepričati, da ni škodljivo. Po drugi strani pa že kar nekaj let določene zasebne iniciative po celem svetu ponujajo tudi takšne zdravljenja, ki pa so večinoma nepreverjena, draga in brez neke garancije, da takšno zdravljenje ne bo recimo povzročilo tudi škode. Mi skušamo se držati tistega, kar je preverjeno, za kar vemo, da ne škodi in da učinkuje. In takšnih študij zaenkrat glede matičnih celic še ni. Res pa je, da tudi na podlagi podatkov z drugih področij se zdi, da lahko na nek svoj način pričakujemo nek učinek tudi od zdravljenja z matičnimi celicami. Ne toliko, da bi te celice nadomeščale propadle živčne celice. To je zelo težko doseči, ker to so celice, ki so izjemno velike, ki segajo lahko njihovi odrazki meter ali več, točno določene recimo mišične celice v telesu. In da bi neke nove celice to nadomestile, vse te povezave je praktično nemogoče pričakovati. Ampak lahko pa te nove matične celice z tvorbo različnih dejavnikov, ki spodbujajo rast ali pa ki ščitijo delovanje obstoječih celic, vseeno imajo nek svoj učinek.
No pa vendar, ker ste omenili zdravljenje, vas sprašujem še, a ste optimist glede recimo prihodnjega razvoja, ker zdaj identificiran gen je, oziroma njih cela skupina, ne? V kakšno smer bodo šle raziskave, da upate, da bo recimo v neki prihodnosti? Osebno sem vsekakor optimist. Prepričan sem, da bo nastopil trenutek, ko se bo dal tudi takšno težko bolezen ustaviti, zadosti zgodaj. So pa te, in študij poteka ogromno. Vsa ta leta spremljamo ogromno število študij na zelo različnih nivojih, ravno zaradi teh sodelovanj med različnimi strokovnjaki, tudi z bolniki je teh študij precej, je na srečo tudi kar nekaj na svetu denarja na voljo, da lahko takšne študije potekajo. So pa recimo te genetske študije šele neko izhodišče, nek začeten korak pri iskanju zdravila. S tem odstiramo te osnovne celične mehanizme, kaj gre v celici narobe, da se takšna bolezen lahko pojavi in to potem šele omogoča, da se zgradi recimo nek sistem, ki na koncu pripelje do tega, da z nekim zdravilom nek proces blokiramo, spremenimo, ojačimo, da potem dosežemo lahko nek učinek. Ne. Tako da takšna pot je lahko tudi dolga in ne da se predvideti za nekimi ocenami glede časa, koliko lahko traja, da se do recimo takšnih zdravljenj pride. Vemo pa, da je v znanosti vedno tako, da je pogosto tudi od neke, lahko rečemo, sreče ali pa naključje odvisno, da se kakšna najdba zgodi. Večja možnost, da se to zgodi, je seveda, če se več dogaja na tem področju. Zato je tako pomembno, da čim več študij poteka.